Vsako leto nas po nečem zaznamuje. Pomnimo ga po dobrem ali po slabem. Je leto radosti ali žalosti. Je leto mnogo izgovorjenih besed ali odkretanih kreten, s katerimi besedo tolmačimo v gluhim razumljive kretnje. Ampak samo ena beseda ali kretnja je tista, ki nosi laskavi naziv beseda leta in kretnja leta. Na Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije je do 2. decembra prispelo 16 predlogov. Komisija je izbrala 5 kreten za besede oziroma besedne zveze, ki so prišle v izbor za glasovanje. Vse je v naših rokah: menta, Robert Golob, tinnitus in Urška Klakočar Zupančič. Glasovanje za kretnjo leta je potekalo od 8. decembra 2022 do 13. januarja na spletnem portalu nk.si. Na 3. mesto se je s 13% uvrstila kretnja menta. Marca 2022 je namreč zaživela oddaja o ljudeh med nami. Predstavlja zgodbe, strokovne nasvete in izkušnje s področja skrbi zase, osebne rasti in medčloveških odnosov. Kretnja za mentor pomeni duševnost in sveženj. Drugo mesto je z 22% glasov zaseda kretnja Robert Golob. Za predsednika vlade smo določili kretnjo, ki ponazarja črko R in kodre. Največ glasov, torej 42%, je prejela kretnja Vse je v naših rokah, ki jo kretamo tako. To je naslov razstave na Jakopičevem sprehajališču, ki jo je pripravila Hiša znakovnega jezika Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Torej, kretnja leta 2022 je Vse je v naših rokah. Vse je v naših rokah je zmagovalna kretnja preteklega leta. Kretnja, ki pravzaprav v popolnosti prikazuje besedo gluhih, saj je vse v naših rokah. Pod okriljem Zveze gluhih in naglušnih je to 4. kretnja, ki ponazarja leto za nami. Prva kretnja leta je bila Ustava, sledil je koronavirus in leto zatem PCT. Sedaj pa pojdimo k besedi leta. Predlogov za besedo leta je bilo kar 253. 253 različnih besed iz različnih sfer življenja, iz različnih načinov razmišljanja. Med finalistke se je uvrstilo 11 besed: bot, draginja, energent, femicid, gasilec, predator, predsednica, povzemalnik, supervolilno leto, svoboda in vojna. Beseda, ki ste jo izbrali za besedo leta 2022, je dobila več kot 1000 glasov. Prosila bi Valerijo Škof, da pride gor in nas nauči kretnjo za to besedo. Tako je, sledi slavnostna razglasitev. Valerija, nas lahko naučiš kretnjo gasilec? Torej, gasilec je beseda leta 2022. Tako je. Beseda. Beseda, ki ste jo izbrali, je gasilec. Gasilec. Besedo leta si bomo zapomnili po požrtvovalnosti poklicnih in prostovoljnih gasilcev, ki so se pogumno borili z največjim požarom na Slovenskem, ki je pustošil po primorskih gozdovih. Pretekle besede leta so bile: leta 2016 begunec, 2017 evropski prvaki, 2018 čebela, 2019 podnebje, 2020 karantena
In leta 2021, tako kot Kretnja, tudi beseda PCT. Na slovesnosti je kot gostja presenečenja nastopila tudi doktorica Mateja Jemec, ki je na ZRC SAZU zaposlena v terminološki sekciji Inštituta za slovenski jezik, vendar je tokrat spregovorila o povsem drugi dejavnosti, ki v njenem življenju zavzema zelo pomembno vlogo – gasilstvu. Sama sem gasilka že od svojega 6. leta, tako da moram reči, da sem zelo vesela. Gasilstvo je način življenja, ni samo izbira krožka ali neke popoldanske dejavnosti, ampak v resnici zaznamuje življenje, kako pomagati drugim. Vesela sem, da sem del v bistvu 160.000 članske ekipe ljudi, to je število prostovoljnih gasilcev v Sloveniji, okoli 1000 je poklicnih gasilcev in vsi ti ljudje so v bistvu pripravljeni kadarkoli priti na pomoč. Ob 3 ponoči, ko je voda, ko imajo doma praznovanja, pustijo pravzaprav čisto vse in gredo na pomoč. To vam lahko potrdim iz lastnih izkušenj. Mož kot poklicni gasilec je nemalokrat zapustil tudi družinsko praznovanje in šel gasiti. In to je prav in upamo, da bo tako tudi ostalo. Znova se je pokazalo, kako je jezik tako zanimiv preplet starega in novega. V samem tem besedju, ki smo ga letos izbrali, je bilo nekaj starega in nekaj novega. Tudi v Kretnjah, ki so bile izbrane med kandidatkami za Kretnjo leta, je nekaj starega in nekaj novega. In ravno to, kar je novega v tehnologiji, z možnosti komuniciranja je omogočilo tudi to, da mi ostali vedno bolj smo seznanjeni z znakovnim jezikom. Tukaj pri nas na Inštitutu za slovenski jezik nas je kar nekaj, ki se učimo tega znakovnega jezika. In ravno to sodelovanje med slovenskim jezikom in slovenskim znakovnim jezikom se mi zdi je vedno boljše, vedno bolj bogato in tudi današnja prireditev je to pokazala. Danes sem zelo vesela, da je izbrana za Kretnjo leta naš program Vse je v naših rokah. Je res celo leto skoraj živela med nami, ker smo imeli od, kot smo slišali, od požarov do celo dogajanje celega leta se mi zdi, da je v tem stavku Vse je v naših rokah. Mislim, da je ta beseda gasilec tudi zelo dobro izbrana, ker res vsi smo lahko zelo hvaležni našim gasilcem, ki so toliko pripomogli v tem letu, ko so se dogajale tako žalostne stvari in res ta izbor je odličen. Ja, jaz sem slovenskega znakovnega jezika učim že kar nekaj časa, sicer moram reči, da ne vem, če sem zelo uspešen, ampak moram reči, da mi je bilo kot jezikoslovcu zelo zanimiv ta pogled v jezik, ki je nekoliko drugačen od drugih jezikov, ki si jih običajno učimo, tudi za nek drugačen način pomnjenja gre, torej ne more se kar stvari zapisati, kako se nečemu reče oziroma kako se pokaže. Tako da mislim, da je to en izreden izziv, ki bi ga res priporočal vsem, mislim, da je to en tak tudi možganski trening. Res sem vesela in ponosna, da lahko tudi širši javnosti predstavimo Kretnjo leta. Letos že četrto leto zapored in zelo sem vesela, da je ta akcija, da se širi tako med gluhimi, tolmači, uporabniki znakovnega jezika in letos smo imeli res rekordno število glasov. Poleg besede leta je komisija izbrala tudi najboljši nelogizem oziroma novotvorjenko leta 2022. To je vedobežnik. Vedobežnik je tisti, ki beži pred znanjem, vedenjem, kdor se boji resnice. Za pesem leta, ki so jo udeleženci morali napisati iz vseh 11 besed finalistk, pa je komisijo najbolj prepričala pesem Petra Verča, ki smo jo za vas v celoti pretolmačili. V sebe poglej, človek tega časa. Predator si, nasilnež, kruh brez kvasa. Kjer kvas sta pamet in sočutje, kruh pa bod in njegovo preminutje.
Kot draginja, ki odjeda perspektivo, sam sebi jemlješ barve, puščaš lesivo. Kot sivo pokrajino zapušča skrušeni gasilec. Sam sebi si neznanka, sprenevedal videc, ker vse veš, ko je pred tabo računalnik, a si reva, ker namesto tebe bere povzemalnik. Mrčesu razpiraš svobodo, neškodljivi pesticid, ker si pijanec, ko se na Martinovo zgodi femicid. Ker si abstinent v supervolilnem letu, ko mahamo časopisom celo športnemu poletu. Tudi to si, da, špekulant z umazanimi energenti, si besedni nastop z napačnimi akcenti, si predsednica, ki sama sebi reče predsednik in ki zdaj, ko zmaguje vsak najhujši prisklednik, nisi človek, ki obžaluje in preprečuje, si vojna, ki nič ne vidi in vsak jok prečuje.